Slovenija je lepa dežela z raznoliko pokrajino. Krasne gore, košček morja, skrivnostni kras, kočevske gozdove, štajerske trte in še marsikaj. Na njenem teritoriju so skozi zgodovino zahodne civilizacije bivali tudi zelo raznoliki ljudje. In še dan danes je raznolikost ljudi v naši deželi pestra. Po zadnjem popisu iz leta 2002 v Sloveniji biva preko 175.000 južnih Slovanov, ki se ne opredeljujejo za Slovence, vendar nacionalno neopredeljenih ni v tej množici. Zanimivo, da je preko 10.000 ljudi živelo v tej lepi deželi, še preden je postala samostojna država in danes še živijo tu, pa še vedno ne morejo imeti urejenega niti stalnega bivanja. Stalno bivanje so si ti ljudje že pridobili v tedanji Republiki Sloveniji kot delu Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vendar so jim ga uradniki po navodilu Demosove skupščine nelegalno odvzeli. Najmanj, kar jim je bila tedaj dolžna država, je bila ureditev statusa tujca s stalnim bivališčem, če že ne od državljana na novo nastale države. Nepopisna sramota pa je, da tudi po 11 letih njihov status ni urejen. To, da so si ti ljudje sami krivi, da nimajo urejenega statusa, pa tudi ne vzdrži vode. Dejansko so imeli pravico, da v določenem roku zaprosijo za državljanstvo, vendar ta pravica še ni dolžnost. Lahko bi čisto zavestno postali le tujci s stalnim bivališčem in tako bili prebivalci Slovenije brez državljanskih oziroma političnih pravic. To pa pomeni le, da ne bi mogli sodelovati na volitvah, tako kot volivci, kot tudi kot voljeni. V zadnjih mesecih se je problem izbrisanih spremenil v pomembno predvolilno jabolko spora med tako imenovanimi desnimi in levimi. Zato se tokrat nismo obračali na aktualne politike, ampak smo obiskali javno tribuno civilne družbe. Ta današnji javni prostor izkoristili za to, da bi skušali skupaj najti neke možnosti delovanja v podporu izbrisanim skupaj z njimi ali pa posebej. Izbris nekateri vidijo tudi širše. Gre za pač vprašanje enega izbrisa, ki se kaže dan danes. Ta izbris, ki se nam danes kaže, je del enega sistema. Ne gre toliko pač za neko napako, kot je jaz vidim, to je za napako tega pač sistema, pa gre pač enostavno, kot je tovariš že rekel, za napačni sistem. To civilno družbo tvorijo različne skupine, med katere spada tudi agregat. Jaz bi najprej želel predstaviti skupino, s katero se tudi udeležujemo vse, recimo temu akcije glede izbrisanih, to je pač skupina Agregat, ki je bolj natančno revija, ki pa je bila osnovana ravno na podlagi boja proti raznim krivicam, kot mi vidimo. Ena izmed njih je bila seveda pač ameriški pohod nad Irak in nekaj podobnega vidimo tudi v primeru izbrisanih, ker se pač sistem spravlja nad nemočne ljudi in z njimi manipulira pa tudi z vsemi ostalimi. Navsezadnje tukaj, kar se dogaja v primeru izbrisanih, je to, da pač šuntajo ene, recimo temu reveže, proti drugim, še večjim revežem. In problem je, ker vsi padamo na to logiko. Poudarjali so tudi, da je za nastalo situacijo kriva celotna slovenska politika. Mislim, da moramo prvo prekiniti je, da mislimo, da v Sloveniji obstajata leva in desna opcija in da sta leva in desna opcija antagonistični. Zato, ker nista. Leva opcija, ki je na oblasti, je proizvedla to situacijo. Proizvedla je sistemsko, proizvedla je tudi čisto tehnično. Se kdo je bil tisti, ki je dajal zakon v parlament, čeprav ga ne bi rabil? Minister za notranje zadeve, ki bi naj pripadal tako imenovani levi opciji. Druga stvar je, zakaj moramo mi biti vedno na ta način ponižani, kar se nam non-stop dogaja, da nas potisnejo v kot. Desničari pravijo, zakon ni dober, zakon o izbrisanih mora iti na referendum, ampak res je, zakon ni dober. Ampak zakaj ni zakon dober? Zato, ker legalizira etnično čiščenje. Oba zakona, kaj boste naredila? Preprosto vsi tisti, ki so bili izgnani ali pa so morali zapustiti Slovenijo, zato ker so jih izbrisali,
ne bodo nikdar dobili nazaj pravici, nobenih podpirov ničesar. Ne, in to ni nič drugega kot sankcioniranje, legaliziranje tega etničnega čiščenja. In kaj je namen take politike? Mislijo zdaj z vnašanjem te nacionalistične histerije, z hujskanjem proti enim manjšinam in tako naprej, zbrati to nacionalno telo in v bistvu to čredo potem razumejo kot državo, ne, kateri bodo seveda potem lažje, katero bodo lažje vodili. Ne. Ampak po drugi strani, ne, pa to koristi ta drugi frakciji, ta iste politične elite, ne, ko bodo pa zadeve šle predaleč naprej, ne, bodo pa oni dobrohotno vse skupaj ustavili, ne, a vidite, zdaj smo pa mi ustavili tukaj to pobesnel del te civilne družbe in pokazali se, kako smo civilizirani in bomo potem seveda dobrohotno podeljevali drugim te pravice. Na to so postali vse bolj aktivistični. Mi lahko debatiramo veliko časa o tem, kaj se dogaja, ampak bolj pomembno govoriti o tem, kaj bi zdaj naredili, je? Kakšne bi akcije, kakšne novi ideje bi prišli, na tej podlagi bi govorili. Najbolj zanimiv predlog je dal predsednik društva Izbrisanih. In danes mi je padlo na pamet, če se boste strinjali s tem, kdo bo prvi podpisnik, kdo bo to dal, potem lahko o tem razpravljamo. Predlagajo referendum. A ni dobro, da smo mi za referendum? Smo za referendum, ampak mi imamo svoj poton vsem tem. Smo za referendum, ampak bomo poklicali evropske, ker oni so na to občutljivi, ker oni so pozabili slovenščino, razume samo angleško, nemško in tako naprej. A ni dobro, da smo mi za referendum, jaz prevzamem odgovornost na sebe, da pred tem pokličemo evropske opazovalce. Potem so sledile argumentacije predloga. Zakaj smo za referendum? Zato, ker je ta tehnični zakon nepotreben. Ustavna odločba Ustavnega sodišča odloča, da je treba vsem 18.305 izbrisanim takoj vpisati jih nazaj v stalni register prebivanja in jim povrniti za nazaj vse pravice. In že to, da se je pristavil ta diskurs tehničnega zakona, ki v bistvu ni nič, ne? Ki je v bistvu to, da podeli status za nazaj ljudem, ki so že tukaj si uredili svoje papirje. Vendar pobuda k podpori opozicijskega referenduma ni ostala brez kritike. Konflikt, katerega gremo, mora biti asimetričen, ne? Ker simetričen konflikt nam ne funkcionira. In to je ena taka možnost, ne? Da mi rečemo, ja, tudi mi smo za referendum, zato in postavimo maksimalistične zahteve, ne? Samo seveda pa bi rabili tudi neko pokritje, da bi lahko sami definirali svoje vprašanje. Ne? Skratka, to je treba razmišljati, ne? Skratka, mi moramo potem zbrati svoje podpise, ne? In moramo potem tudi neko svoje vprašanje postaviti, ne? Na referendumu, ne? Če bi šli v to, ne? Javna tribuna je odprla veliko več vprašanj, kot pa je dala odgovorov. Obsodili pa so tudi dogodke z 10. decembra. Takrat so prebivalci enega od stanovanjskih blokov v naselju Javornik na Ravnah na Koroškem v svojih poštnih nabiralnikih našli letake s ksenofobno vsebino. Letaki so se pojavili v stanovanjskem bloku, v katerem med drugim živi predsednik Koroškega območnega odbora Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, Mladen Balaban, ki je povprašal tudi po sosednjih blokih, kjer pa po njegovih informacijah letakov zaenkrat niso našli. V njegovem bloku pa sta bila, kot je povedal, poleg letakov tudi dva večja plakata z enako vsebino. Na operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Slovenj Gradec do danes zjutraj niso dobili nobene prijave v zvezi z omenjenimi letaki. Če pa prejmejo prijavo za takšen primer, to preverijo in ugotavljajo, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja ali prekrška, pri čemer na to ustrezno ukrepajo. Kot je znano, je Balaban organiziral torkovo novinarsko konferenco v Mežici in sicer zaradi zbiranja podpisov v podporo peticije za odvzem slovenskega državljanstva podpredsedniku Marku Peraku iz Mežice. Pobudnik peticije Jožek Preuh iz Mežice, ki se ne strinja, da bi Perak, ki se v slovenski
osamosvojitveni vojni junija 1991 na Koroškem boril na strani JLA, imel enake pravice kot ostali slovenski državljani, še manj pa, da bi dobil za to nagrado v obliki kakršnekoli odškodnine. Nekateri od udeležencev javne tribune so se v Parizu udeležili drugega Evropskega socialnega foruma, kjer so s simboličnim izbrisom slovenskega veleposlaništva opozorili na problem izbrisanih v Sloveniji. Od slovenskega veleposlaništva so prekrili z belo barvo, na pločnik pred poslopjem pa v slovenščini in francoščini napisali besedo izbris. Na zunanjem ministrstvu so za STA povedali, da so jih o dogodku obvestili uslužbenci na veleposlaništvu. O tem pa so obvestili tudi ustrezne francoske organe, ki so v skladu z diplomatsko konvencijo dolžni zagotoviti varovanje veleposlaništva. Po navedbah aktivistov so z akcijo v podporo izbrisanim in zahtevi po brezpogojnem vpisu izbrisanih v register slovenskih državljanov želeli promovirati tudi ideje o gradnji evropskega prostora družbenih gibanj. Namen akcije civilne nepokorščine skupine slovenskih in tujih aktivistov je bil namreč tudi promocija ideje gradnje evropskega prostora od spodaj, da Evropa ne bo Evropa institucije Evropske unije, temveč Evropa gibanj, ki jo gradi skozi definiranje pravic od spodaj. Vsekakor sta najbolj odmevni akcije aktivistične asociacije za izbrisane bili izbris pred parlamentom in odgovorni za izbris. Organizatorji plakatne akcije z naslovom Odgovorni za izbris, na kateri so se znašli obrazi določenih politikov, ki so po njihovem mnenju imeli zvezo z izbrisanimi med leti 1992 in 2003, so na novinarski konferenci predstavili motive za izvedbo omenjenega plakatiranja. Sami so namreč z akcijo želeli opozoriti na nedemokratičnost diskurzov, ki puščajo prostor za razpihovanje politične nestrpnosti in v katerih se društva in aktivisti, med katerimi so med drugim Škuc, Monokl, Klub Gromka in Teater Gromki, ne najdejo. Z upiranjem in zoperstavljanjem tem politikam naj bi tako zgradili svoj javni prostor, ki je prostor delovanja, v katerem živi solidarnost in komunikacija vseh vrst. Kot so zapisali v izjavi, so ulice Ljubljane in drugih slovenskih mest zato prelepili s tiralicami, ki naj bi poimenovale krivce za izbris, s čimer so poleg žrtev dobili obraz tudi krivci. To naj bi bila identifikacija politikov, diskurzov, mehanizmov in logike oblasti, ki s proizvajanjem vedno novih izključujočih ščuvajo žrtve proti žrtvam in s tem ohranjajo pozicijo moči. Na plakatih je tudi nekdanji državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve. Pogovor z njim smo opravili še pred plakatersko akcijo, tako da le te ni mogel komentirati. Vseeno pa je imel že tedaj izdelano mnenje o civilni družbi in aktivistih. Civilna družba, to je, bi rekel, ena zadeva, ena stvarnost, s katero se mora Slovenija seveda soočiti in tudi tisti, ki mogoče o problemu izbrisanih imamo drugačno mnenje, moram reči, da to sprejemamo. Civilna družba, tako imenovani tretji sektor, so stvari, ki bodo v nadaljevanju zmeraj bolj prisotne. Moram reči, da jih ne obsojam v tem kontekstu. Zdi se mi pa zelo čudno in zelo zanimivo, da pa takrat, ko se je neke vrste neka ad hoc skupina ustanovila, ki je, bi rekel, problematizirala ustavno odločitev okrog izbrisanih in posredno sem se v to ad hoc skupino vključil tudi jaz, so pa seveda vsi, zlasti pa ti iz sedanje civilne družbe, iz nekega levega foruma in tako naprej pa začeli govoriti, da je pa to nesprejemljivo, da pač napadamo ustavno odločbo, da jo problematiziramo. V to so se vključili še univerzitetni profesori, ki jih sicer po njihovem strokovnem znanju in vseh ostalih stvari, ki izredno visoko cenim. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da je treba v tem kontekstu balansirati zadeve in dati enake možnosti, da nekdo izreče svoje mnenje na takšen oziroma na drugačen način. In tega je v kontekstu izbrisanih manjkalo in škoda, da je do tega prišlo, ker bi se zadeve lahko uredile na bistveno, bi rekel, civilizacijski, bolj neagresiven način in seveda ne bi tako razvojile slovensko javnost, kot je to v tem primeru. Glejte, tisto, kar me danes najbolj preseneča, je to, da
nekateri poslanci, ki so danes v Državnem zboru in so bili že leta 1991, stvari problematizirajo do te meje in mere, če hočete, da govorijo o zlorabah, da govorijo o odškodninah, da govorijo o odškodninski odgovornosti, povezujejo, bi rekel, vse te stvari z ministrom, takratnim ministrom Bavčarjem, z mano, ki sem vodil te upravne notrne zadeve, z ostalimi, ki so sodelovali v tej, bi rekel, osamosvojitveni zakonodaji. Zanimivo je, da se nobeden od teh ni oglasil takrat in problematiziral te zadeve. Takšnega mnenja je nekdanji državni sekretar. Poglejmo še, kaj so v zadnjem mesecu naredili aktualni politiki. O morebitni protiustavnosti zahteve 30 poslank in poslancev za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o tako imenovanem tehničnem zakonu o izbrisanih bo odločalo Ustavno sodišče. Tako je namreč po več kot 6 ur trajajoči polemični razplavi sklenil Državni zbor. Tak sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 17. Ustavno sodišče bo odločalo, ali je vsebina referendumske zahteve v nasprotju z ustavo. Na Ustavnem sodišču so tako že prejeli zahtevo Državnega zbora za presojo zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o tehničnem zakonu o izbrisanih. Zakon določa 15-dnevni rok za sprejetje odločitve, zato bo, kot so povedali na Ustavnem sodišču, obravnava prednostna. To pomeni, da bodo ustavni sodniki zahtevo začeli obravnavati takoj. Obstaja splošno prepričanje tako med prebivalci Republike Slovenije, kot tudi sicer v soseščini, da živimo v državi, ki temelji na človekovih pravicah in jih kljub kršitvam sem in tja tudi spoštuje. Ta imidž zaradi dediščine civilne družbe iz 80-ih in takrat boja za pravno državo Slovenija uživa še danes tudi v tujini. Slovenci so zaradi te dediščine dobili imidž pravičnikov. Ali smo Slovenci sposobni obdržati ta imidž, bo nakazal primer izbrisanih.